Tokrat imam za vas v rubriki Varno za volanom eno Y križišče, torej malce drugačno kot ponavadi. Sem med Novo Gorico in Selom in tamle zadaj je v zadnjih 10 letih do nesreče prišlo 63-krat. Glavni razlog za trke sem uganil še preden sem pogledal statistiko. Ga ni težko in to je neupoštevanje pravilo prednosti. Ko se po tem kraku pripelješ do križišča, mimogrede spregledaš znake za prepovedano smer in se brez zavijanja in z nezmanjšano hitrostjo pač odpelješ naprej. Drugi razlog je manj pričakovan, čeprav na direkciji v poročilu sami priznavajo, da obstaja sum, da so nekatere nesreče pač napačno locirane. To naj bi bile divje živali, ki zatavajo do ceste in se spremenijo v golaž. Verjamem, da je divjad na tem delu ceste lahko problematična, dvomim pa, da ravno tamle zadaj na tistem križišču. Prvi ukrep je postavitev merilnikov hitrosti pred križišče, nekoč pa tale del čaka konkretna rekonstrukcija in bo tule stalo krožišče. Do takrat pa mirno in zbrano pomagajo tudi dobre zavore in pnevmatike, zlasti pri slednjih nikoli ne varčujte. Živjo, ker smo ravno v takšnem veselem času, vem, da vas bo veliko popilo kakšen kozarček preveč, s čimer seveda ni nič narobe, dokler ne greste potem za volan ali pa težite svojim bližnjim. Zato bomo naredili danes en tak zanimiv preizkus, da vam še na drugačen način pokažemo, da alkohol in vožnja res ne gresta skupaj. Tole je soba izzivov, v kateri lahko izvajam številne preizkuse pod vplivom alkohola, brez da se ga sploh napijem. Namesto pijače imam tale očala, ki simulirajo alkoholiziranost. Še nikoli se nisem tako hitro napil in strezno. No, da mi ne bo dolg čas, pa imam s sabo še dva žejna, Anžeta in Mateja. Matej pa itak že brez svojih očal čist nič ne vidi. Ista sploh. Zabavna je tale zadeva, so jo imeli že v Ljubljani in v Mariboru, kar ste nekateri tudi lahko preizkusili. Vse skupaj organizira Drogart, že 2 leti pa je sponzor tudi Agencija za varnost cestnega prometa. V sklopu vsega skupaj je tudi After Taxi, kar pogooglejte, ker vam bodo po uspehu v tej sobi dali še bon za taksi v vrednosti 5 evrov. Fino, ne? Vas ne bo skrbelo, če boste po zaužitem kozarčku preveč ali pa 4 hoteli domov. No, soba. Še nekaj je treba upoštevati. Mi smo sedaj le trezni, samo tale očala nam nagajajo. To pomeni, da se naši možgani brez težav učijo in se potem tudi prilagajajo bistveno bolj kot v pijanem stanju. In potem vse napake, ki jih naredimo, lažje odpravimo. Pa še vedno ni enostavno. Jaz mislim, da je tole zelo dober dokaz, da vožnja in alkohol res ne gresta skupaj. Še hoje je problem. Upala, zdaj, gremo na enega? Ja, kdo pa pedok? Anže, itak. Ne, fanta, nič nostega. Podaj no! Vsake ene špegle si dajte gor, pa vaja pidem. Če snežim! No, ker bo žin. Pa se že znak.